Timmy Kids TV. Živjo otroci in dobrodošli na Timmy Kids TV! Moje ime je Diana in danes imamo v sebi kar 3 sovoditeljice. 3 punce, ki mi bodo pomagale ustvarjati. Predlagam, da se kar same predstavite, punce. Ste za? Ja. Izvoli. Okay. Jaz sem Gaja in stara sem 9 let. Jaz sem Larisa, stara sem 8 let. Jaz sem Ula, stara sem 6 let. Krasno, punce. Kaj mislite, da bomo danes ustvarjali? Ne vem. Ne veste še, tudi za njih je še presenečenje, pa za vas tudi. Jaz imam pri sebi eno prav posebno škatlo. A jo boste odprle pa majčkeno pogledale? Kaj Mali piše? čudo ustvarja. Mali čudo ustvarja. No, kaj bo mali čudo ustvaril? Da vidimo. Wow! Kaj je vse notri? Larisa, boš povedala, kaj so to? Tukaj so ena ful kartice. Se pravi, kartice z ustvarjalnimi idejami in mi bomo eno izmed teh tudi ustvarili. Še prej pa nam bo Gaja povedala, kaj je še notri. Palčke, baloni, pa neke bleščice. Dobro, ne smemo preveč povedati. Ula, kaj se še notri skriva? Veliko barvnih vrvic, pa Taki pisani materiali različnih barv. Dobro, ok, da ne bomo razkrili preveč, bomo takole. Poglejte, koliko je teh kartic. Velik, ampak mi smo se odločili. za eno. Res je. Vse ostale pa lahko otroci doma v svojem prostem času ustvarjajo. seveda. Drži? Ok, mi bomo ustvarili, Gaja boš prebrala. dobrih želja. Dlan dobrih želja. Odločili smo se za dlan dobrih želja, zato ker smo prepričani, da imate vse potrebne stvari doma za ustvarjanje. Zdaj pa da vidimo, če je temu res tako. Larisa, boš ti prebrala, kaj potrebujejo otroci, da lahko ustvarjajo skupaj z nami. Ja, trši papir. Trši papir. Ok, imamo. A imamo? Mama. Imamo, Trši bomo papir. pokazali trši papir in to različnih barv. Boš majčkeno pokazala. Ful. Ni pa nujno, se pravi, da so pisani, lahko je tudi samo trši papir v eni barvi, če želite. Ok, gremo naprej. Kaj še potrebujemo? Papir lahko barven. Ok, se pravi papir. Ula, a imamo papir? Imamo. Imamo, se pravi, imamo Bel papir. navaden bel papir ali pa imamo pa tudi Kolaž. kolaž, se pravi pisan papir. Gremo naprej. Kaj še potrebujemo? Barvice ali flomastre. Barvice ali flomastre. Poglejmo, kaj se tukaj skriva? Kaj se tukaj skriva, punce? Barvice. Barvice imamo, flomastre Flomastre imamo. imamo. Ok, gremo naprej. Naslednja kljubica. Lepilni trak in lepilo. Lepilni trak imamo. Kaj pa lepilo? Kje bo imela katero barvo? Vijolično. Roza, zlata. Krasno lepilo imamo. In kaj še? Svinčnik. Dajmo pokukati še v tole peresnico, kaj se notri skriva. Svinčniki, škarje, šilček. Radirka. A je tudi radirka noter, če bomo slučajno potrebovali? Radirkica, mama. Odlično. A je še kaj? To je to. Ok, se pravi, še enkrat gremo po vrsti. Potrebujete trši papir, potrebujete ali kolaž ali navaden bel papir, potrebujete lepilo, lepilni trak, svinčnik, škarje, barvice, flomastre. Ok, pa lepilni trak. Verjetno se sprašujete, zakaj posodice, do tukaj še pridemo. ampak tudi eno posodo. Posodo? Ja, to. Aha, ja, veš, pa posodice boste potrebovali, razkrijemo kmalu zakaj. A gremo kar po navodilih? Ja. Ste za? Ok, dlan dobrih želja. Ok, pa najprej preberem navodila. Kaj mislite? Kaj mislite? Dlan dobrih želja. Da je neka dlan, pa da gor napišeš kakšno dobro željo. V bistvu imate kar prav. Jaz predlagam, da kar začnemo z delom. Otroci doma, ste že pripravili vse, kar potrebujete za ustvarjanje? Ne še? Ne še? Pavzica? Zdaj pa že imate. Ok, začnimo. Navodilo številka 1. Svojo dlan položi na papir in jo obriši. Aha, dlani boste obrisali na papir. Zdaj pa takole. Torej naša dlan. Res je, nekateri na bel papir, nekateri na kolaž. Če se odločite, da narišete dlan na bel papir, potem jo boste morali pobarvati.
če seveda ne izberete možnosti, da ostane dlan bela. Če želite pisan izdelek končni, potem izberite kolaž. Tako da punce, kar izberete, se pravi najmanj, sam mečkam piše, potrebuješ vsaj 5 obrisov dlani. Se pravi, izberite 5 barv in eno dlan boste narisali na bel papir, zato da jo boste lahko pobarvali z flomastri oziroma z barvicami. Tudi vi, otroci, doma izberite vam najljubše barve, kot rečeno, vsaj 5 jih potrebujete za končni izdelek. No, sem prav radovedna, katere barve si bodo punce izbrali in katere barve si boste izbrali. Tukaj tudi roza ena. Imate veliko barv na izbiro. Rjavo, roza, modro, zeleno. Ful barv znamo. Drži, vsekakor drži. Jaz bom 4 naredila iz barvnega papira, eno pa Iz belega. Ok, jaz predlagam potem, da kar takole narediva. Izvoli, Gaja, bel papir si kar spraviš, takole. Dobro. To, kar vam bo ostalo, dajte kar meni, pa bom jaz pospravila. Se pravi, 1, 2, 3, ti potrebuješ, Larisa, še enega, 3, bel, 4 in še enega. Takole, Ula, izvoli še zate. Bel papir, ok. Pokažemo, kakšne barve. Bomo, absolutno bomo pokazali, samo da imate vse po 5 barv, ok? 1, 2, 3. Ja. Jaz predlagam, da za sabo sproti pospravljate, zato da ni pretiranega nereda na mizi. To bomo tudi mi naredile. So to tvoje barve? Tako, evo, bomo spravili tale kolaž, pa tale kolaž, super. Ula, boš povedala otrokom, katere barve si si izbrala. Sivo, Dobro, oranžno, odlično. rdečo in pa še vijolično. Odlično, se pravi 5 Ulinih barv. Gaja, katere barve Jaz si sem si izbrala belo, Dobro, potem sem si izbrala temno roza, ok. pa svetlo roza, Seveda, potem temno modro Dobro. in pa vijolično. krasna izbira. Jaz sem si izbrala belo, Dobro, oranžno, ok, zeleno, krasno. svetlo roza in temno roza. Kakopak, predvidevam, da če bi imele kakšnega fanta tule med nami, Zelena. tako verjetno bi izbira barv bila drugačna, ni pa nujno. Kajti nič narobe ni tudi, če so fantom všeč roza, vijolična in podobne barve. Ja. Drži? Ok, zdaj ko imate praktično svoje liste, na katere boste risale, mislim, da potrebujete, kaj mislite, da potrebujete? Ja, z ničemer bomo mogli Resnici? Evo, tukaj imate vsaka svoj svinčnik. Tako, otroci doma, vzamete se pravi svinčnik in obrišete svojo dlan. Pa kar začnite, punce, Ok, jaz bom prvo na beli. vseeno je. V vsakem primeru boste morali narisati 5 dlani na vsak izbrani papir in potem tudi vseh 5 dlani izrezati. Okay? Če boste potrebovali pomoč, povejte. Okay? Tudi vi, otroci doma, če potrebujete pomoč, dajte vprašati ali starše, ali pa če imate brata, sestrico, ki vam lahko priskočijo na pomoč. Dobro? A na tekšni strani začne. Najbolje je, da obrneš na belo stran. Otroci, tale nasvetek dam tudi vam. Če rišete na kolaže, najbolje, da narišete svoj obris roke na belo stran kolaž papirja, zato da se vam ne bodo obrobe obrisa dlani poznale na barvni strani. Ok, ko narišete prvo dlan, kar lepo po vrsti, rišete še preostale 4 na 4 izbrane papirje. Gajte takole dlan narisati, ok? Nič narobe tudi s tole, mečkan težje jo bomo lepili, zato tako Ula, zelo dobro. Ste videli? Ok, tale je Gaja tvoja. Ula, kar naprej, še 4 dlani je treba narisati, se pravi, na vsak papir narišemo eno dlan. Ko narišete dlan na vseh 5 papirjev, jih lahko začnete rezati. Ok, Gaja, ti imaš še 3 dlani. Larisa, super ti gre. Jaz imam tudi še. Zelo dobro. Kar vzemite si čas, ki ga potrebujete. Nikamor se vam ne mudi. Lepo ustvarjajte, počasi, brez kakršne koli sile. Ok, punce počasi zaključujejo svoje dlani. Evo ga, jaz sem že. Odlično. Gaja ima torej vseh 5 dlani že narisanih, kar pomeni, Gaja, da boš potrebovala zdaj. Jaz tudi. Škarje. Tako, in Tak izrežem. Yes. Kaj bomo naredili s škarjami, se pravi izrezali vseh 5 dlani. Ula, tebi se nič ne mudi, svoj čas si vzemi. Jaz rabim že sekundo redirko, ko sem.
Radirko, izvoli. Mislim, da se vsi skriva radirka. Redekica. Okay. Kaj pa je tole? To je puščica. Puščica ali? Peresnica. Okay, da povemo otrokom, mogoče pa ne vejo vsi, da je to puščica oziroma peresnica. Dobro? Larisa, ti lahko začneš kar rezati, ni potrebno, da čakaš Gajo. Vsak dela po svojih zmožnostih, s svojim tempom. Lahko povabite tudi brata, sestrice, da z vami ustvarjajo. Absolutno. Več kot nas je, bolj je zabavno. Ni pa nujno, če nimate družbe, lahko ustvarjate tudi sami. Kaj ti v naši družbi niste nikoli sami, je tako? Otroci pravzaprav ustvarjajo skupaj z nami 4. Ja. Se že veselim, kakšen bo izdelek. Mečkano bom puncam priskočila na pomoč tudi sama. Pa ne zato, ker puncam ne bi šlo dobro, ampak zato, da mi ne bo pretirano dolgčas, ker sem ugotovila, da to ustvarjanje je res zabavno in da ni namenjeno samo mlajšim, ampak da pravzaprav lahko tudi starejšim. Ja, tudi mi starejše punce lahko uživamo in se sproščamo ob tem, ko ustvarjamo. Res je. Veste, kaj me zanima? Pogovarjamo se o dlani dobrih želja, pa smo že nekako ugotovili, da bo verjetno treba kako lepo misel napisati. Jaz že vem, katera bo. Dobro, ne jo še razkrit. Ne jo še razkrit. Tiho sem. Ampak dajmo razmišljati. Lahko med tem, ko režemo, v bistvu razmišljamo, kaj bi lahko napisali, kakšno lepo misel. Pa mogoče več napišemo. lahko seveda, koliko prskov imamo na dlani? 5 prskov, kar pomeni, da lahko vsaj 5 lepih misli ali besed napišemo tudi na vsak prstek. Pa premalo sem rekla, koliko dlani bomo zalepile? 5, se pravi 5 krat 5 je koliko besed? 25 lepih besed lahko napišemo. Ni pa nujno, se pravi, lahko napišemo eno lepo misel. 1, 2, Tako, 3. čisto po želji. Kar tukaj sme. Odpaden papir bomo dali reciklirati. Ja, da iz tega odpadnega papirja naredimo nekaj novega. Resnica, tako. Bele dlani boste barvali, boste, a ne? Ja. Okay. Zakaj še meni pomagaš? Seveda, seveda. Priskočim na pomoč takoj, ko zaključim tukaj pri Larisi. Zelo lepa aktivnost je tudi za ustvarjanje skupaj s starši, se pravi za ustvarjalno preživljanje prostega časa, kjer se družimo, se lahko pogovarjamo. Mi z mami vedno skupaj ustvarjamo. Zelo dobro. To je res lepo slišati. Odlično. Gremo naprej. Larisa, boš ti tudi priskočila na pomoč. Jaz bom Gaj, boš ti Uli. Ja. Tako. Je zabavno, ne? Še ena izmed lepih gest, da priskočimo na pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo. Je tako, ne glede na to, ali gre za risanje, ali gre za... Tako. Otroci, kako vam gre? Super! Ja, ne? Jim gre dober? Ja. Sem prepričana, da vam gre dober. Dobro? Takole in Gaja, boš ti še pomagala Uli? Seveda. Tako in počasi bo vsaka izmed vas imela svojih 5 dlani. In potem bomo lahko prebrali navodilo številka 3 oziroma napotek številka 3, kjer bomo ugotovili, kaj s temi 5 dlanmi pravzaprav sploh narediti. Ja. Ker v tem trenutku imamo 5 dlani, vemo, da bomo pisali verjetno na prste, ampak vseeno želimo nek končni celosten izdelek. Drži? Ja. Okay. Ta izdelek lahko date tudi na kakšno razstavo. Tako lahko podarimo komu za rojstni dan. Ali pa za god. Recimo, ali pa lahko podarimo tudi kar tako. Ja. Včasih so najlepša darila prav tista, ki jih ne pričakujemo. Se pravi, če danes ustvarjate z nami, potem razmislite, kateremu prijatelju bi lahko podarili to dlan dobrih želja. Ali pa staršem. Ali pa staršem recimo. Najboljša mami, ali pa najboljši oči. Ali pa najboljši brat, sestra, sestrična. Resnica, zelo dobro razmišljanje. Ok, počasi bo
vsaka izmed vas treh imela svojih 5 dlani. Ti že imam. Aha. Če še kdo pomaga vam in če ste vi že na primer naredili svojih 5 dlani, lahko pomagaš še tistemu, ki je zraven tebe. Ok, jaz bom pa ta čas prebrala napotek številka 3, ki pravi takole. Iz tršega papirja izreži velik krog in ob robovih zalepi pisane dlani, tako da prsti gledajo navzven. Zdaj bomo izdali, zakaj imamo In tako, zakaj torej imamo 3 posodice? Zato da iščemo krog. Da narišemo krog. Krog sicer lahko narišajo tudi s pomočjo šestila Ali pa pač normalen krog. ali pa z roko narišete krog. Jaz običajno uporabim posodice, lahko pa uporabite tudi šablono za krog, če jo seveda imate. Zdaj pa trši papir, izberete vsaka svojo barvo. Jaz bom imela... Takole. Tale super, ampak ne. Jaz bom imela to. Ne, ali pa to. Skratka, izberite tisto, ki vam je najbolj pri srcu. Včasih so take odločitve zelo težke. Zelo. Ker je toliko lepih barv in toliko lepih vzorcev. Ali pomagam, se lahko škarjam. Takole, ne, takole. Samo tako potegnete dol in gre. Samo na vrhu začnete. Jaz bom to ven. Ok, kar odtrgaj si ga. Tako. In pazi, takole, nič hudo. Tako. In tako jo boš obrezala. Ja. Dobro, gremo naprej. Evo, tvoja posodica. Boš dala prosim še. Ok. In? Okay. Ti dam sem. Dobar je. Jana mi pomagaš? Seveda. Kje so... Obala. Takoj boste videli vse. A bo vsaka vzela svoje lepilo zdaj? Jaz imam vjočno. Jaz imam zlato. In? Imam roza. Roza, krasno. Zdaj pa imamo tlele barvice. Takole, čeprav boste še rabile svinčnike. Koliko različnih barv. Krasne so. Evo, še po svinčnik, da naredite obris kroga in izrežete, prehiter sem to spravila. Tako, evo, kar obrišete vsaka svoj krog. Takole. Škarice. Zelo dobro. Ne, v redu je, lahko kar obrežeš. Evo ga pa sem. Ok. Posodica kar k meni. Moje posodice, gledaj posodice. Te posodice so lahko tudi za kaj, pač za jesti. Absolutno Normalno. so, drugače so to posodice za kosmiče. Ampak jih lahko uporabite tudi za šablono, da narišete krog. Se pravi, iz tršega papirja izreži velik krog in ob robovih zalepi pisane dlani, tako da prsti gledajo navzven. Ok, ko boste... Tako, najprej dajte obrezati krog, pa bomo otrokom pokazali kroge, potem bomo pa še pokazali, kako prilepiti dlani na zunanjo stran kroga, oziroma obrob kroga. O, ne, vse so trojčice. Dajmo dvigati takole, dvigajte, da še otroci vidijo. Se pravi, vse ste si izbrali enak vzorec, samo v različnih barvah. Ja. Ok, gremo lepiti dlani. Jaz imam Samo da pokažemo modro. otrokom, se pravi, na zunanjo stran kroga pomeni, da bomo Takole dali. notri moramo pustiti dovolj prostora, zato da bomo lahko Najlepša napisali lepo misel. Se pravi, na tak način boste zdaj prilepili z svojim lepilom dlani v krog, znotraj pa pustite dovolj prostora za lepo misel. Se pravi, zdaj, če že veš, koliko dolga bo misel, ok, Gaja, ti sem prepričana, da veš, kaj boš napisala. Ja. No, povej. Bodi to, kar si. Bodi to, kar si. Se pravi, boš recimo videla, koliko prostora potrebuješ, a ne? In boš na podlagi tega potem dlani tudi zalepila. Pač s tem sem hotela povedati, bodi to, kar si, naprimer, da ti obožuješ eno zvezdnico in ti se tako imaš celo hišo od nje, ampak bodi to, kar si, ustvari svoj stil. Se pravi, svoje dlani morate še pobarvati. Lahko naredite vzorčke, kot je naredila Evo ga, Gaja. končala, lepa. Tako. Lahko pobarvate z eno barvo, kot je to naredila Larisa. Lahko pa izberete več barv In to pobarvate. in pobarvate, tako kot je to naredila Ula. Se pravi, tako kot sem že večkrat rekla, domišljiji, pustite prosto pot in naredite to, kar mislite, da je po vašem mnenju najboljše. Ampak pole treba še pospraviti to. Absolutno, vedno je treba za sabo pospraviti, ker Ja, zato da nam umazano. da ne bo umazano, da ne bomo pač imeli prevelikega nereda na Ja. mizi. Ok, punce, če ste zaključile, vzamemo vsaka svoje lepilo in začnemo z lepljenjem dlani na krog. Se pravi, takole, zdaj boste pa dodali še vse ostale dlani okoli in okoli. Bodite pozorni, da pustite notri dovolj prostora, da boste lahko napisali to lepo misel, o kateri se že ves čas pogovarjamo. Evo, izvoli, Larisa.
Ti bom dala kot tako. Aha, Gaja že pospravlja. A je zabaven sistem, a ne? Za flomastre. Vzamemo lepilo, jaz imam vijolično, s takimi bleščicami in začnemo z lepljenjem. Ni pa treba, da je lepilo z bleščicami. Ja, Saj lahko veste, je pač tako, lahko uporabite čisto navadno lepilo, lahko uporabite lepilni trak, to, kar imate doma, ok? Da ne bodo stali. Pa ne lepite na tole stran, ampak lepite pač na tole stran. Potem pa lepite na krog. Pa klele. Kakšno lepo misel boste kaj napisali? Bodo tukaj slike, kar sem že rekla. Kaj boš ti, Larisa? Mislim najboljše. Kaj boš pa ti, Ula? Želim ti lep dan. Kot rečeno je tale ideja z dlanjo dobrih želja zelo priročna za kakšen rojstni dan. Lahko jo podarimo tudi kar tako, da nekomu polepšamo dan, tako. Ali pa za ženo, za mami dan. Recimo materinski dan. Ali pa dan žena. Dan žena. Se pravi, imamo veliko takšnih dni, ko lahko nekoga osrečimo. Pravzaprav lahko nekoga osrečimo čisto vsak dan. Ja! Koliko dni ima leto? 365 ali pa 366. Zakaj 366? Zato ker ima včasih februar, na vsake 4 leta ima februar 29. Krasno! Kaj vse se mi naučimo? Zelo dobro. Jaz delam s tem lepilom tako prav vzorčke in pa te vzorčke zalepam. Tako, naredim na primer kvadrat in tak kvadrat naredim prav. Ne vem zakaj. Larisa, jaz lahko pokažem, kako si ti naredila svojo dlan dobrih želja. Poglejte tale končni izdelek. No, ni še čisto končni, potrebuje še svojo misel. Tako da, Larisa, si boš kar izbrala en flomaster, pa boš napisala, kaj si že rekla? Vse najboljše. Se pravi, Larisa bo podarila komu za rojstni dan svoj končni izdelek. Gaja. Tale je moj, jaz bom nekomu naredila lepo misel, da naj je to, kar je. Naj bodi to, kar si, Ja, torej? bodi to, kar si. In mene prav všeč, ker je takole, ker ni še tole zapolnjeno, to mi je všeč. Če pa bi želeli zapolniti še spodaj, se pravi, da se ne odločite, da naredite izdelek tako kot Gaja, ki je dala roke samo okoli. In zdaj izgleda kaj en obraz z lasmi. Ja, to mi je prav všeč. Če bi narisala oči, pa nos, pa usta, bi pravzaprav lahko bila. Če pa želite, se pravi, če pa bi želeli zaključiti, v bistvu kaj bi mogla narediti Gaja? Če bi hotela, da je cel krog Bi obleke. mogla še vsaj 2 roki dati. Tako, se pravi, še 2 dlani bi narisala in bi pač prilepila zraven in bi bil cel krog izpolnjen dlanmi. Gremo na lepe misli. Tako. Ula, kako daleč si ti, še ena dlan ti ostala? Kar vzemi si čas, kar počasi. Flomaster. Črn flomaster. Hvala. Aha, mislim, da ga ima Larisa, tako da boš počala. Mogoče pa lahko izbereš kaj pa temno-vijoličen, bi tudi šla. Ja. Poskusila. A lahko še tole? Lahko, izvoli. Ok. Kakšno? Tole. Zelo dobro. A boš pokazala otrokom, kaj si naredila? Evo, poglejte. A ni lušten končni izdelek, zelo dobro. In veste, kaj še lahko? Tele v škatli mali čudo, ni pa nujno, se skrivajo tudi palčke. To smo že na začetku povedali. In recimo, če bi se odločila, Larisa, bi lahko, recimo, a poskusiva Larisa, si za, da pa vzeti še lepilni trak, evo, boš kar sama, ok, pa bova dali palčko sem, ne? Jaz sem naredila ljudsko. Ja, dejansko lahko je ne le dlan dobrih želja, ampak na koncu je lahko tudi taki tako lebova, ne? Lutka. Zvoli. Evo, tukaj boš pa ljudna. In je lahko tudi dejansko lutka. Ja bi tudi to naredila. Poglejte. A ni lušta? Ja bi tudi to naredila. Lahko seveda, evo, palčke noter dovolj, da lahko naredi vsaka. To so pa te na koncu ideje. Ja. Evo, Kaj takole lahko še. sam narediš. Res je. Mišija ima svojo prosto pot. Mali čudo škatla pa velik svojih idej. Bravo, zelo dobro. Lej, palčko imaš tam, pa lahko kar zalepiš. Evo, jaz ti bom dala še selotej. To je kar obrni. Na drugo stran obrni. Takole. Se pravi na robno, na grdo stran. Na grdo, sicer ni to grda, ampak recimo, da ji rečemo tale grda stran, ki se je ne vidi. Lahko takole s selotejpkom prilepite palčko in dobite dlan dobrih želja na palčki. Evo, izvolila. Takole. Bo šlo?
Ok, no pa da vidimo zdaj. No, sem prav radovedna, Ula, da vidim. Koliko je luštna! In poglej, če da, Ula, dej čez obraz, takole, pa poglej otroke v kamero. Poglejte otroci, v bistvu lahko, o moj bog, mi smo pravzaprav iz dlani dobrih želja naredili maske. Ja, sama! Dober dan. A je tako? Tukaj narediš, Naredi. oči tako izrežeš, Lahko jaz se pa bi. bolj tako še usta pa nos. Res je, le tako kot je Ula naredila. Ja. Ula, a lahko pokažem otrokom? Ja. Poglejte otroci. A ni krasno? Ful mi je všeč. Res ful dobro. In tega še odlepila bleščice se še poznajo, v bistvu res lušta. Evo, izvoli Ula, zelo lepo. Evo, še pačka. Tako. Tako res sem tole naredila. Bodi to, ker si sem tlele napisala, pa sem šla še z malimi pisanimi, če se boste učili v 3. razredu. Če še kdo ni, sem napisala isto, bodi to, ker si sam, da malo tako lepo izgleda. Zelo lepo. Evo, izvoli še selotejpek, če boš zalepila palčko. S puncami smo prišle čisto do konca. Dajmo pogledati še končne izdelke. Boste pokazali? So vam všeč? Jaz upam, da ste tudi vi zadovoljni z vašimi končnimi izdelki. S puncami bomo zagotovo še ustvarjali in to kmalu. Preden se poslovimo, bi vam pa rada prebrala samo še nasvet. In sicer tukaj le piše nasvet staršem. Jaz bom dodala, da je to nasvet za vse nas. Pravi pa takole. Spodbujajte otroke, da razmišljajo pozitivno, da govorijo pozitivno in si ob tem razvijajo zdravo samopodobo in samozaupanje. Se pravi, spodbujati moramo vse, velike in male, zato da razmišljamo pozitivno in da govorimo pozitivno in da si ob tem razvijamo zdravo samopodobo in samozaupanje. Evo, s tole mislijo bomo punce današnji video zaključile. Vse, kar nam še ostane je... Objem, poljubček in pa do prihodnjič! Timmy.